Še preden začnemo z našo gostjo, pa s podcastom, bi vas vse, ki gledate, poslušate, povabil, da polajkate, sledite in vse ostalo, kar lahko naredite na YouTubu in ostalih platformah. Zdaj pa gremo na našo gostjo, Nino. Živijo. Živijo. Smo v tvoji cvetličarni oziroma v vaši cvetličarni Zvonček, na Jesenicah. Jaz sem si čisto mičken ven izpisal, da ne bom pozabil vsega, kar sem se že naučil. In sicer, da vaša cvetličarna obstaja že od leta 1969. Tako je, ja. Te letnice me vedno tako šokirajo, ko to se zdi že daleč nazaj. Kako se je pa to začelo? Začela sta v bistvu dedi pa babi z tradicijo cvetličarne. Potem sta pa nadaljevala moja starša, zdaj sem pa jaz kot tretja generacija z bratom, ki se trudva malo modernejši pristop tudi vnes v samo oblikovanje in dizajn. Tako da. Ja, mi smo tukaj, jaz pa Rok sva tukaj danes s tem našim podcastom Vse v poroki, namensko zaradi poročne dekoracije in cvetja in tako, ampak vi delate dosti več kot samo to, ne? Tako, ja. V bistvu poleg porok in dogodkov dekoriramo tudi prostore, delamo razne delavnice, moška generacija oziroma moški skrbijo za žalno floristiko in imajo tudi pogrebne storitve. Mi ženske imamo pa te lepše cvetoče dogodke, no? Nismo tako za žalostne trenutke. Dobra izbira, ja, za vaš ženski del, ja. Kako se pa pozna ta družinska tradicija, pa to, da imate že cvetličarno, zdaj bo že blizu 60 let. Kako se to pozna pač na današnjem delovanju pač? Ja, v bistvu ta družinska tradicija se mi zdi, da se predvsem odraža v odnosu do dela in do strank. Pri nas cvetje ni bilo nikoli samo izdelek, ampak smo se res neke občutke in trenutke zmeraj želeli ujeti v ta izdelek, ki smo ga v bistvu stranki predali. In tudi to neko spoštovanje do tega dela ročnega, do kreacij, do odnosa s stranko, to se mi zdi prenaša z generacije v generacijo. Zdaj mi mlajše generacije pa, tako kot sem že prej rekla, probamo z nekim modernim pristopom malo dodati neko piko na i temu zvončku. Tako. Kakva pa je tvoja vloga pač tega modernega pristopa, recimo, ker smo že pregovorila, še preden smo kamere prižgali o tem, kako so pač tvoji stari starši, pa še starši pač vodili cvetličarno, pa pol v bistvu, ko si prišla ti s svojimi idejami, mogoče niso tega tako inspirirali pa razumeli verjetno, ne? Kakšne spremembe si prinesla v cvetličarno? Ja, v bistvu moja naloga je, v bistvu sem deklica za vse, iskreno. V bistvu skrbim za družbena omrežja, fotografije, objave, videoposnetke, spletne strani, objave, blog objave, spletno trgovino, v glavnem za vse. Tako da to je bil za moje starše kar velik šok, ko sem začela s tem, ker tega prej ni bilo. Dejansko se je delalo, promocija je šla z ust do ust, ampak smo pa zdaj v takem obdobju, da pa moramo biti vidni, tako da sem v bistvu jaz prinesla to neko modernizacijo z družbenimi omrežji. Skrbim pa tudi v bistvu za poroke od začetka do konca. To pomeni od sestanka s parom do neke vizualnega koncepta, moodboarda, ponudbe in na koncu tudi izvedbe, no. Pa tudi za organizacijo dela ekipe, ki gre na teren na poročni dan. Okej, to je zdaj mičken izven tega konteksta mojih vprašanj, ampak koliko velika ekipa pa gre na poroko pač? Na teren. Odvisno od zahtevne poroke. Zdaj, v večini primerov greva vsaj 2. Smo pa mi v bistvu ratali poleg cvetlične dekoracije, skrbimo tudi za kakšne, ne vem, garden lights, fairy lights in zato rabimo imeti stojala, ki jih imamo v ponudbi, in rabimo moške. Tako da, če je res bolj luksuzna, večja poroka, gre lahko tudi nekje do 5 oseb z nami. Tako da. Že kar velika ekipa, ja. Je treba tudi to vse skoordinirati in logistiko urediti, ne? Ja, sploh če več porok na en dan. Ja, pa še to, ja. No, do tega še pridemo. Že tudi to sva preden smo kamere prižgali, govorila o tem, kako se je začelo s cvetličarno, koliko majhna je bila v začetku, pa da je bila tukaj mičken naprej na Jesenicah,
Kako se je pa razvijala sama cvetličarna, se pravi iz tega, kar je tvoja babica, če se ne motim, začela, a ne? Pa do tega danes, kako ste pač dodajali dejavnosti in tako naprej? Prvo se je začelo izključno samo s cvetličarno, to pomeni šopki, zavijanje daril, v glavnem ta neka splošna ponudba. Potem smo začeli z žalno floristiko, potem s porokami, tako da poroke delamo že 50 let. Tako da smo kar nabrali izkušnje na terenu. Potem pa čez čas pa še sta starša se odločila in odprla pogrebno službo. Tako da moški del ekipe skrbi za pogrebno službo. Jaz sem pa pol dodatno začela še spletno prodajo, torej spletno trgovino. Tako da danes v bistvu nimate več cvetličarne, v katero lahko pač stranka kar vstopi in kupi rožice. Tako, odločili smo se malo pred korono, da gremo zaprtega tipa. To pomeni, da delamo izključno po naročilu. Lahko še zmeraj stranke naročijo darila šopke, ampak morajo prepoklicati ali pa preko spleta naročiti. Smo pa v bistvu se odločili za ta korak, ker smo želeli našo 100% pozornost posvetiti ravno porokam, dogodkam in prireditvam. Tako da zato. Ja, je lažje, kakor da se lahko posvetiš enemu projektu, a ne? Ja. Je treba včasih kar je bolj, če greš v neko nišo, pa najdeš ta prave stranke in pol veliko lepše raste vse skupaj, kot pa če delaš vse. Ja, pa fokusa nimaš na 100 straneh, ampak res na tisti eni in ti delaš maksimalno. No, zdaj pa evo smo lepo zavili čisto nazaj k porokam. Kaki pari pa se ponavadi obrnejo na vašo cvetličarno za poročno cvetje? Mi moram reči, da imamo 99% res enkratnih parov. Saj je kakšen 1% parov, ki so malenkost bolj zahtevnejši. Drugače so pa pari res z dobro energijo, res se povežemo, nam zaupajo, ostanejo tudi pol naprej stranke. Ni zdaj to samo za poroko, ampak tudi naprej smo v kontaktu, na vezi, tako da ja, taki pari. Iskreni, preprosti in ne preveč zakomplicirani. Pa recimo večkrat komunikacija bolj teče s parom ali z organizatorji? Ja, to se je pa zdaj v zadnjih nekaj letih zelo spremenilo. Zdaj nekje 8 let nazaj, ko sem jaz bolj intenzivno začela delati poroke, mi nismo imeli toliko kontakta z organizatorji, smo večinoma vse urejali s pari. Zdaj v zadnjih nekaj letih pa vsako leto sodelujemo s kakšno organizatorko več in je tega res, se mi zdi veliko, tudi pari so se začeli zavedati, da na svoj poročni dan je fajn imeti vsaj koordinatorko na dogodku. Tako, ja. Tako da je pa zmeraj več z organizatorkam, no. Kar podpiram zelo. Ja, se te poroke so veliko lažje, no. Tudi lepše v večini primerov, ker pa če nekdo tam, ki ima občutek za vse to, pa razume velikost dogodka, pa pač obsežnost vsega skupaj, pa zna povezati vse ponudnike, no. Ja, pa res teren je zelo nepredvidljiv, a ne. In je fajn imeti nekoga, ki to, tako kot si rekel, vse povezuje, ker par zanj za to ne more skrbeti. To je njun dan, takrat naj se odklopita in naj bosta samo v tem trenutku. Točno to, ja. A ne. Ja. No, tudi sem imel še eno vprašanje. Recimo, kake poroke se pa, ne morem reči preferirajo, ampak take bolj manjše, intimnejše ali tiste večje, ker tako si že rekla prej, delate od manjših do večjih in ja. Ja, to je zdaj v bistvu res težko vprašanje, ker ima vsaka poroka ta nek svoj čar. Intimne so tiste bolj pristne, se mi zdi, pa imajo velikokrat neko bolj to intimno zgodbo, če lahko tako rečem. Večje pa dajo nam, cvetličarjem, ful večjo svobodo do kreiranja in res do ustvarjanja. Tako da jaz pravim tako, če začutimo nek projekt oziroma poroko, je super, če ga pa ne, pa takrat raj tudi par navižemo mogoče h komu drugemu, če se ne ujamemo, če ne steče energija, kar je zelo redko, ampak se tudi zgodi. Zaradi tega, ker je zelo težko delati za nekoga, ki ga v bistvu ne zastopaš. Se to dobro narediti, ja. Se mi zdi, da vsi od tega, ki odnesemo, ne? Če pač znamo reči, da je ne, ne. Ja. Ker pač negativna reklama ni glih
Ja, pozitivna, Ja. ni dobra stvar, a ne. Tako pa pač ga usmeriš nekam, ker verjetno ti poznaš cvetličarne okolje in ljudi, ki pač delajo na način, kakršnega si ta par želi, jih raje usmeriš k njim, bo par zadovoljen, ta cvetličar bo zadovoljen, cvetličarka, ti pa verjetno, mislim, vi pa verjetno imate že toliko dela, da dejansko ni tak problem, če pač Ja. eno stranko usmerite k konkurenci, recimo temu. Tako, ja. Zdaj pa, evo, ko smo bili tu manjše, večje poroke, zdaj verjetno to tudi igra vlogo, koliko lahko porok se naredi na en termin. Zdaj, če so večje poroke, verjetno jih manj, oziroma koliko pa jih lahko naredite na en termin. Ja, zdaj mi imamo v teh letih že smo kar uigrali neko ekipo močno, tako da imamo 4 fante, pa 6 deklet nas je. Tako da sprejmemo lahko nekje do 3 res velike poroke in pa ali pa več manjših. Tako da zdaj čisto odvisno, res je tukaj ful velika organizacija, ker ko sprejemaš, moraš res vedeti in spremljati, ok, letos je 20.6. res tisti željen datum, a ne, in povpraševanja kar hodijo in ne gre. Pa bi marsikatero sprejel, pa ne moreš. Kaj pa recimo se skozi poroke se pojavlja nek trend, ne vem, od barvnih odtenkov, rož, dekoracije, ali je zelo, ki bi rekel, prosto? Ja, v bistvu trendi so, tako kot povsod, trende narekuje Pinterest, narekuje Instagram, tako da ja, trendi se z leta v leto spreminjajo. Se mi zdi pa, da vedno ostaja neka ta bela klasika, ta večna eleganca, jaz pravim, to ne bo šlo iz mode. Letos v trendu so zelo tako žive, močne barve, tudi kakšna rdeča bo zelo in. Pa veliko se dodaja teh tekstur, ki dajo v bistvu občutek porokam. To pomeni kakšen blago, kakšen ruskus, plomozus, to so zelenja, ki imajo res tako igrivo strukturo, tako da to se ful poznano, da pari grejo izven cone obdobja. To tudi verjetno malo olajša na koncu vaše delo, če je veliko malo bolj podobnih, dekoriranih porok, da ni zdaj verjetno na 100 koncev, 100 različnih. Je res, ampak zgodi se ravno, ko so trendi, da je bil trend, to je bilo 3 leta nazaj, je bilo vse belo. In mi smo delali poroke bela, zelena, bela, zelena, bela, zelena, bela, zelena in smo se jih prenajedali. Res nam je bilo preveč in ko je prišla kakšna pisana, smo bili tako končno. Tako da ja, ima prednosti pa slabosti, no. V takem delu so plusi in minusi. Ja, še vseeno je to kreativno delo, pa je fajn, da imaš ali proste roke, ali pa taka navodila, da dejansko se moraš malo izkazati, pa da sam skopiraš prejšnji teden. Tako. Da je malo drugače, da ne zmeri po istem kopitu, no. To meni zelo odgovarja. Zdaj pa, koliko prej je pa recimo dobro, da par ali pa organizator, karkoli, Rezervira verjeten. ja, da se pač pride po vpraševanje, no, da se pač lahko, ja, ok, dobro, neki datumi so itak, ko nikoli ne bo do vas zgodaj prišlo povpraševanje za tisti datum, ampak kaj pa recimo, koliko časa prej je dobro? Zdaj tako izkušnje ponavadi rezervirajo na cvetličarje pari nekje 6 do 12 mesecev pred samo poroko. Veliko več jih je v zadnjem času tudi že leto ali več prej. Tako da res spodbujamo čim prej, ker tudi mi cvetličarji imamo omejene možnosti, koliko porok sprejeti. Tako da če se res želijo nas, tudi 1 leto priporočamo, da prej rezervirajo, no, termin. To je pa kar, ja, to je že tako kot poročna lokacija dejansko, je treba res pravočasen biti, če hočeš. Sicer, če je manjša poroka, se jo tudi vmes stisne, sploh ni problema. Če je pa kakšna res večja, pa na kakšni oddaljeni lokaciji, ne vem, zdaj imamo tudi povpraševanja za Italijo zmeri več, tudi Avstrijo imamo letos 2 termina zasedena za avstrijski trg. Takrat pač je termin namenjen njim, ker grejo kombiji na njihovo lokacijo. Koliko pa recimo ste imeli največ terminov porok v enem letu? V enem letu? Ja.
Sicer, da jih prav štejemo, jih ne, ampak je bila v bistvu predlanska sezona zelo močna, sicer tudi lanskoletna, ampak predlanska je trgala gate, če se lahko tako izrazim. Tako da ja, jih je bilo kar okoli 84. Tako da s cvetlično dekoracijo. Ja, letos bo tudi kar močno, kar se kaže, bo uspešna. To je pa povprečje že kar skoraj 2 na teden. Ja. Kako pa izgleda prvi stik pač para oziroma organizatorke, ki vas kontaktira? Se pravi, verjetno je to prek nekega maila oziroma telefona. Kako pa pol naprej, kje jih sprejmete, pa kako jih pač probate prevesti do tega, da v bistvu zvete prave informacije, da lahko pol v bistvu naredite dekoracijo in vse ostalo tako, kot si želijo? Ja, v bistvu prvo nas večinoma kontaktirajo preko maila, tako kot si rekel, in se lahko tikava. Okay, to se sploh nismo še No, zvedeli. jaz sem že kar začel, pa sem bil tak... Ne, se ni. Podas pa v bistvu jih pokličemo oziroma jim odgovorimo na mail, da se zmenimo za nek termin. Smo zelo fleksibilni, zaradi tega, ker delamo po celi Sloveniji in vem, da veliko parov ima težavo priti glih na Jesenice. Tako da se prilagodimo, se dobimo tudi v Ljubljani, smo že delali sestanke, tudi na Dolenjskem smo že delali sestanke, v glavnem se prilagajamo, pridemo tudi mi nasprot, največkrat v Ljubljano, ker nam je središče. Zdaj, prva stvar, ki jaz par na prvem sestanku vprašam, je, kaj so njune prioritete, kaj si res želita. Če imate mogoče kakšne fotografije, slik, šopkov poročnih, ki so jima všeč. Pa začnemo. Kje bo dogodek, kakšna bo časovnica, kakšne so njune želje. Naredimo nek okviren plan, se poslovimo in potem od mene dobita poročni moodboard in pa neko okvirno ponudbo. Tako da to je. Pa pari pridejo k vam z jasnimi željami, pa pač tako kar z navodili, to pa to naredite, ali so bolj iščejo ideje pri vas oziroma povejo nekaj okvirnega, pa jim pol ti predstaviš? Večina je takih, ja, da povejo nekaj okvirnega, imajo neko sliko, potem pa jih v bistvu mi usmerimo in tudi glede na njun budžet probamo doseči to njuno pravljico s cvetjem, ki si jo želita. Tako da jih mi nekako malo tudi usmerimo. So pa tudi pari, ki pridejo z neko fiksno željo, to hočem, se pa tudi prilagodimo, ni problema. Ja. Kaj pa recimo, so poroke, ki jih delate, bolj kot ne te sezonske, torej čez poletje, ali imate tudi te jesenske, spomladanske? Večinoma je res sezonskih, zmeraj več je tudi spomladanskih, po mojem tudi zaradi tega, ker so lokacije takrat tudi malenkost cenejše, tako da zmeraj več je spomladanskih, jesenskih. Želela bi si mogoče malo več zimskih. To pa marsikdo reče. Res so čudovite, sploh če je sneg. Te fotografije morajo biti božanske. Tako da to bi si mogoče malo več želela. Ima pa vsak leten čas svoj čar, res. No, to sem vprašal glih zato, ker pač koliko je pol prilagajanja s cvetjem glede na sezono, ker pač seveda ni vse na voljo vsakič. Ja, zdaj mi paru svetujemo, da mogoče res posega bolj po sezonskem cvetju že zaradi same dobavljivosti in dosegljivosti, ker je tudi cenovno cenejše, ker tisti letni čas cveti, logično. Vse, kar je izven sezonsko, umetno vzgojijo in je dražje. Tako da probamo par, ki pride na sestanek, malenkost usmeriti v sezonsko cvetje. Če se pa pač ne pusti, se pa mi prilagodimo. Če budžet dovoli, pa ni problema, ne? Ja, če budžet, ja, tako. Ja. Pa verjetno zanimivo, če kdaj pride, ne vem, kakšna sprememba tik pred poroko, pa da se še vedno lahko ohrani slog, kak recimo v takem primeru reagirate. V bistvu, če je dober dogovor, dobra zasnova, če smo nek dober plan naredili, tudi če se kakšen element izpusti, še zmeraj ostane vizualna podoba lepa, tako da naredimo tako, da je lepo, no. Zdaj bom pa vprašal nekaj, ker sem se tudi jaz dostikrat zataknil, ker jaz organiziram tudi poročne delavnice, naučimo fotografe, videografe
in vedno povabimo tudi ostale ponudnike, da pač naredimo dejansko navidezno poroko, ki se lahko fotografira ali snema. In pri budžetu smo vedno vsi tako, lahko damo svoje delo, pač pro bono ali kakorkoli noter, da dobimo vsi nek material pa tako za oglaševanje. Medtem ko cvetličarji imate pa vedno težavo, ne? Ker ne morete samo svojega dela dati, morate tudi pač material, rože dati in tako naprej. Ne? Zdaj pa, da mičken razdelamo to temo. Se pravi, koliko je, pa ni treba glih v evrih govoriti, ampak tako procentualno, kakorkoli, koliko je dejansko, koliko par plača pač vašega dela, pa koliko plača pač samih cvetlica, ne? Ja, to zelo rada pozdravim tako vprašanje, ker se mi zdi, da bi bilo fajn več od tega govoriti, ker marsikjer par se ne zaveda in tega niti ne ve, da pri cvetličar se ne odreže velik del pogače zase, ampak največji del gre za nabavo cvetja in zelenja, ki je nabavljen in dostavljen samo za njuno poroko. Potem nabavo raznih dodatkov, kot so trakovi, sveče, blago, ni da ni. Da ne govorimo v vseh dodatnih stroških, ki jih imajo vsi ponudniki, to so stroški poslovanja, da v bistvu lahko sploh poslujemo, so najemnine, s tem, da cvetličar mora imeti, elektrika, s tem, da cvetličar mora imeti tudi hladilne prostore in pa kombije oziroma več kombijev za transport. Tako da to je največji delež. Potem je pa tisti majhen delež, ki si ga pa cvetličar dejansko zase vzame, to so pa te izkušnje, predpriprava, kreacija izdelkov, delo na terenu, pospravljanje, čiščenje. To je pa tisti manjši del. Tako da po mojem, ko to zastopijo, se zavedajo, da pač ta znesek, ki ga dobijo na koncu v ponudbi, dejansko sploh ni drag, a ne? Tako. Ja, pa odvisno od želja, seveda, ne. Se pač, če ima veliko lokacijo, recimo pač veliko poročno lokacijo za okrasiti, bo pač strošek toliko večji, a ne, se to vse s sabo potegne, pač že izbira lokacije v začetku, pa same želje tudi, a ne. Ja, me pa zelo preseneča, no, da pari, da se ne zavedajo tega, koliko pomembna je izbira lokacije in dekoracije, ker velikokrat se odločijo za res luksuzno veliko lokacijo, potem pa niso pripravljeni dati za dekoracijo. Jaz ne vem, če vi fotografi to opazite, ampak da so, ne vem, 3 svečniki na mizi, v krogli mizi, zraven pa hala velika, vse nič ne pride do izraza. A ne? Malo bi bilo treba tudi prilagoditi prostor z dekoracijo. Medtem ko če je manjši prostor, tudi manjša dekoracija, a ne? Jaz opažam, da te namizne vaze so zdaj zadnja leta zelo veliko bolj uporabne, niso več samo lepe. Včasih so bile take res velike, razkošne, pa relativno nizke, a ne? In sem opazil dostikrat, da se svati med sabo skoraj videli niso čez mizo, a ne? Zdaj pa vidim veliko takih, ki so v bistvu, ko imajo tak vrat, tako pač kozarc za vino ali karkoli, da je v bistvu šopek više gor dvigen in da dejansko se ljudje za omizjem vidijo v resnici, a ne. Ja, tule je v bistvu tudi veliko od tehta praksa in izkušnje cvetličarja, kako jih tudi usmeri, a ne. Tudi kakšen je prostor, kakšna je miza, okrogla, podolgovata, to vse odigra vlogo, a ne. Tako da ja, če cvetličar nima izkušenj, pa naredi tiste aranžmaje, da se res ne vidijo, tudi ni fajn. Ja, aranžma je lep, ja, se tisti ni noben problem v resnici, ne. Samo recimo temu uporabnost pa ni najboljša, ne. Tako. Kaj pa je vse vključeno v vašo ponudbo? Jaz si ne predstavljam, mislim, če nisem poročil, fotkam dosti porok, ampak tako, kaj vse je vključeno v ponudbo enega cvetličarja, ki pač ga par kontaktira poročni? Ja, v bistvu svetovanje, neka idejna zasnova, nabava cvetja, nabava vseh materialov, organizacija, kreiranje izdelkov za njun poročni dan, potem dostava izdelkov, postavitev na terenu, dekoriranje na terenu, potem imamo velikokrat si par želi, da določene elemente iz mogoče civilnega obreda prestavimo še v restavracijo oziroma v halo za slavje. Tako da v bistvu čakamo na terenu, tako da smo nevidni, ampak smo tam, da se v bistvu civilni obred zaključi, da mi to lahko potem prestavimo. Potem pa pozno po noči ali pa na vse zgodaj zjutraj, da gremo pospraviti vse to in potem naslednji dan še, da vse to pomijemo.
kot je steklovina, infrastruktura, razni portali, blago. To je treba vse sčistiti. Se pravi, vse to, kar postavite, tudi vi na koncu pospravite. To ne ostane za, ne vem, strežno osebje ali pa kakorkoli že. V večini primerov mi pospravljamo, ravno zaradi tega, ker imamo ogromno izposoje infrastrukture. Se pa velikokrat pari odločijo, da sami pospravijo, pa nam kakšne vazice pa svečnike pripeljejo sami nazaj k nam. Kar se pa cvetja tiče, pa v bistvu mi svetujemo paru, dajte razdeliti med svate, mogoče kakšnim mamicam, starim staršem, dajte te šopke, naj še neki dni jim lepšajo dneve, te na mizne aranžmaje, ki so pa v gobah, pa jaz velikokrat svetujem, dajte nes mogoče na grob. A ne, pa naj bojo še neki dni na grobu. Tako da še Dvojna uporaba. tako služi nekaj časa. Ne. Letos sem bil na poroki, kjer je bil cvetličar, ki je pač okrasil tudi gosta. Ne? In so imeli tako res razkošno, pač vse okrašeno in ta obok, ta za civilni obred, je bil res oblečen čisto v cvetje, zelo lepo je bilo. In pol zvečer, v bistvu tam nekje po večeri, so pač povedali, da gospodične, tudi gospodiči, če bi si želeli, no, lahko pridejo do njega in je v bistvu si eno mizo tja postavil in je delal šopke iz tistega cvetja. Očitno užival v svojem delu, mu ni bilo težko tudi to, glede na to, da je bil svat, to narediti. In si je tam urco pa pol, mogoče celo časa vzel, je bilo okoli njega zelo veselo. No. Je bil en tak kotiček na poroki, ki ga ponavadi ni in je bilo res veselo zame. Zdaj vrhaja en trend, ki si ga jaz želim mogoče, da bi si kakšen od parov to mogoče drznil narediti, je, da za darila, ki jih v bistvu na koncu svatje dobijo, da ne dobijo darilo, ampak da si sami naredijo šopek. Tako, da imajo vazice z rostom in si dejansko skreirajo šopek. Tako, to je nek trend, ki je zdaj zelo v Ameriki aktualen, tako da jaz upam, da pride tudi k nam v Slovenijo. Bomo videli. Ja, pa to je en tak trenutek tudi za minglanje, ne? Ker pač na poroki se dosti ljudi ne pozna med seboj, ne? In pa se srečajo na nekih teh točkah sred poroke, ali ne vem, pri pipci za pivo, ali pa tem, ko si šopek delajo, ali pač kjerkoli že. Ne? Tudi iz tega ni to slaba ideja, da dejansko se spoznajo pač tudi tisti, ki niso za isto mizo in tako se malo lažje pol podružijo, se mi zdi. Še ena o budžetu. In sicer pač vemo, da konec koncev večina parov, ki nas kontaktira, imajo nek omejen budžet. Niso ponavadi kar pač neomejeni. Če bi te vprašal, ker sem dostikrat o tem tudi poslušal, na kak način lahko pri cvetličarju oziroma pri dekoraciji z enakim budžetom dosežejo največji učinek, pač tako vizualni, a ne? Kako razmišljati? Ja, v bistvu najprej jaz svetujem, da si postavite prioritete. Kaj vam je res pomembno? Ali da imate res lepo dekoriran civilni obred, mogoče cerkveni obred, ali pa res prostor za slavje. Usmerjam jih predvsem mogoče v civilni obred in prostor za slavje. Zakaj? Zaradi tega, ker prostor za slavje največ časa so svatje, se zadržujejo tam. Tako da ja, prvo postavite si prioritete, potem mogoče, da nek aranžma prenesete nekam drugam, pa ga tudi dvakrat uporabite. Pa velikokrat je boljše imeti manj kosov, pa tistih, ki res naredijo wow efekt, ki so res wow, kakor pa več manjših, pa nikakvih, če se lahko tako izrazim. Bolje je res mogoče riskirati v en kos, pa za tisti kos malo več, kakor pa več majhnih, pa da nimajo neke rdeče niti. No. Tako, to so ti trije mogoče nasveti. No, zdaj pa, da se dotaknemo spet nazaj malo dela na poroki kot sami. Kako v bistvu izgleda cvetličarjev dan, na dan poroke? No? Ja, zelo zgodaj treba vstati. Tako da ja, kar že v 4 smo zihar v delavnici, toliko da poskrbimo za še tiste majhne detajle, da spakiramo cvetje za transport, da ga pripravimo, da vse te svečnike, vaze zložimo v kombi, da gremo 10-krat skozi, da nismo kaj pozabili, zaradi tega, ker pri nas je tako, če pozabiš ene vrtnarske škarje, se loviš tam po terenu zelo. Tako da moraš imeti res, jaz pravim, da imamo survival bag. Pač staja mora biti skozi v kombiju, polna pripomočkov. To, potem gremo pa v bistvu prvo na dostavo, da dostavimo paru splošno floristiko, na prsne šopke, poročne šopke, kakšne zapestnice, venčke za na glavo.
slovenski pari se še odločajo za dekoracije avtomobilov, tuji ne. Tako da če okrasimo avtomobile, potem gremo pa na samo dekoracijo cerkvenega obreda, civilnega obreda, prostora za slavje in potem se umaknemo. Tako da pridete vi, drugi ponudniki, da ste z njimi. Potem pa po samem dogodku se pa velikokrat zmenimo kar z kelnerji, natakarji, da nas pokontaktirajo ene pol urice, preden je zaključek poroke, preden pač se nehajo družiti, da mi štartamo od doma. Tako da mi smo eni izmed redkih cvetličarjev, to ful poudarjajo lokacije, da pridemo sredi noči pobirati. Ampak nam to res odgovarja, zaradi tega, da v bistvu veliko lokacij je takih, da nudijo tudi prenočišče in mi smo radi nevidni, da zjutraj v bistvu ne pridemo, da nas ne zmotijo v pari, da nas ne vidijo. Tako da raj prej pospravimo, se umaknemo, pa ponavadi v nedeljo se nam ne da takoj čistiti steklovine in blaga, se tega lotimo v ponedeljek. Tako da imamo en dan v bistvu malo zase, pa gremo na čiščenje vseh izdelkov. Koliko prej pa v bistvu začnete preštimvati cvetje? Dobro, v redu, poroka je v soboto. Ja. Kdaj, koliko prej je treba, mislim, da pustimo to, da se naroči cvetje in to, ampak da se začne prav dekoracija skupaj pripravljati. Drugače, predpriprava se začne že nekje v sredo. Zakaj? Ker mi imamo tako prakso, da naredimo prvo, sčistimo vso steklovino, pripravimo vso to infrastrukturo, ki ni sveža, blago sčistimo, zravnamo, zapakiramo, v glavnem tako, da se že v sredo začne. Potem nekje v četrtek pozno zvečer je dobava cvetja. Pozno popoldne, pozno zvečer, odvisno od grosista, kako čez mejo dobi robo. Je naša naloga, da to vse sčistimo, vse cvetje, prerežemo, damo v vodo. V petek nekje se cel dan, od jutra do večera dela za poroko. Če je večja poroka, to začnemo že v četrtek. In cvetje pride v bistvu že v sredo, po noč. Ampak večinoma pride v četrtek in potem petek cel dan delamo za poroko, v soboto pa polno vse zgodaj zjutraj, še tisti majhni detajli. Videla te več izmensko, očitno. Ja. Bravo. Nisem si predstavljal, da zelo lepo naredite vsi cvetličarji, ki so na porokah, pa to, ampak nisem si predstavljal, da je dejansko res toliko dela za tem, da je toliko časa, toliko ur dela za tem. Ja, res je, kar nekje samo izdelke se dela nekje od 8 do 10 ur. Spet odvisen, koliko je velika poroka, ampak ja, v povprečju 8 ur za poroko gre hiter. Prej sem še veliko več časa za komu fotko dekoracijo. Prosim! Pa ne, da si ga zdaj nisem, da si ga bom še več vzel. Ne, ker to pa res opažamo. Fokus je valjda na poročen dan na paru, ampak jaz si velikokrat želim, da bi mogoče fotografi prišli mogoče 10 minut pred civilnim obredom, pa mogoče civilen obred slika še, ko ni svatov pa para, ker so takrat res pride dekoracija do izraza. Ko je ogromno ljudi pa par, se kar malo na fotografijah tudi dekoracija zgubi. Tako da tu bi si mogoče malo bolj želela, ker velikokrat pridemo do fotografij, ampak ni ujet tisto, ker bi si mi želeli, da jo ujet. Tako. No, jaz, ko organiziram te delavnice, sorry, ko sem te spet prekinil, te delavnice poročne, vedno želim, da če že kdo sodeluje zraven, recimo, da bi vi sodeloval na naši delavnici, če že tam dekorirate prostor, da ostanete toliko časa, da imate tudi vi kratko predavanje za vse fotografe in videografe, da dejansko oni iz prve roke zvejo, kaj je vam pomembno. Ker jaz kot fotograf ne morem predati informacij, ki so pač vam pomembne. In tudi ne morete vedeti. Ja, točno to. Če se ne pogovarjamo od tega, ne mi morete pač vedeti. fotke lahko pošljemo, zdaj pa se ponavadi boste vsi rekli, ja, lepe fotografije, fajn, niso velike kritike slišane, ker je bilo mogoče prav, da so, bi pač naredili pravo delo, ne samo lepo delo. Ja, je res. No, zdaj smo povedali eno stvar, ko lahko fotografi delamo večkrat. Ja, prosim. In videografi. Jaz bi se zdaj malo vrnil na tisto, ko smo rekli, essential bag, ki ga treba imeti. Koliko je pomembno, da je pač cvetličar samostojen in da se ne obrača skozi na para, je to v redu postavljeno? Verjetno to... To je nujno. Pač
cvetličarka na poročni dan obremenjuje poročen par, to no-go, res. Na poročen dan mora biti poročen par čist odmaknen in imeti glavo na drugem mestu, ne da se obremenjuje z dekoracijo. Tako da tudi, če gre kaj narobe, mora cvetličar probati to sam rešiti. Jaz sicer tako parom rečem, dajte mi, prosim, eno telefonsko od kakšnega svata, mame, priče, samo ne od vaju, da če slučajno gre kaj narobe, kar ni odvisno od mene, ampak je nek tretji zunanji dejavnik, pa ga res ne morem rešiti. Dajte mi, da njega pokličem oziroma njo, da vaju ne obremenjujem, ker se mi zdi na poročen par, dan poročen par ne sme biti obremenjen. Se strinjam, ja. To moramo vsi ponudniki pač tako razmišljati, ja, ker smo tokrat na porokah, da dejansko imamo toliko izkušenj, da moramo sami vsaj na ta način rešiti, da pač ne obremenimo njiju. Ja, in točno izkušnje in reševanje takih situacij dajo pa tisto dodano vrednost vsemu skupaj. Gremo še na poroke v naravi malo, ne. Ti imamo vsi radi. Ja, a ne da? Ja. Meni so najboljši, tudi za fotografirati, če spet gremo na fotografijo, je fajn, veliko svetlobe, vse je lušen. Kaj pa, ko se načrtuje poroka v naravi, pa rabimo vedno ta plan B, ker pač vreme, pa ne vemo, kako bo, ne? Kako jim svetujete par, oziroma a so kakšni plani B, a se lahko karkoli naredi tudi z dekoracijo, a se pač dekorira kar oba prostora, recimo, če ima lokacija pač možnost backupa v notranjosti, ali kako to rešite? Zdaj mi paru zmeri svetujemo, imejte plan B, če ga že nimate. Večina lokacij ponuja plan A, plan B. Tista, ki ga pa nima, jih pa mi usmerimo, da ga morajo imeti. Vse verjetno tudi vi, pa organizatorji. Tako da, kar se pa dekoracije tiče, smo pa mi zelo fleksibilni in prilagodljivi. Naprimer, če ima neka lokacija obok fiksno postavljen zunaj, mi paru zmeri rečemo, dajte, mi ga bomo imeli za rezervo s sabo, ki ga je možnost transportirati portal. In v primeru dežja bomo dekoracijo prestavili noter. Tako da se v bistvu ne dekorirata obe lokacije, ampak se v bistvu prilagodi dekoracija na drugo lokacijo. Tako da. Kako hitro se je pa možen sred poročnega dneva prilagoditi na kakšno situacijo, čeprav si že prej Roko odgovorila na eno vprašanje, da dejansko ni veliko sprememb, ampak tako, če so potrebne. Jaz sem bil letos na eni poroki, najlažje iz primerov govoriti, sem opazil, da veliko teh primerov, ampak je res bilo, niso imeli, dejansko so sami si okrasili pač. Vse so zelo lepo naredili, imeli so obok, ki ga je ženin sam naredil in je 45 minut pred obredom je mičken razpadel obok. Hvala Bogu za vezice, pa duct tape, ja. Vi verjetno to rešite, mislim, vam se to verjetno sploh ne zgodi, taka reč, ko sem jo zdaj rekel, jaz verjamem, da ne, ampak verjetno pa lahko vseeno sred dneva spreminjate stvari in prilagodite na način, da še vseeno zgleda tako, kot si je par želel. Ja, to so, tako kot sem rekla prej, res izkušnje dolgoletne dale nam, da nas praktično nič več ne preseneti in da se res znajdemo tudi v zelo hudih, težkih situacijah. Zdaj ja, glede tega, da je razpadel aranžma, a ne, predvidevam, to pomanjkanje izkušenj, no, to se cvetličarju naj ne bi zgodilo, no. Če se pa že zgodi, ima pa pripomočke, da to reši. Tako da ne glede na to, kdaj, kje, kako. Zato sem rekel, verjetno se to vam ne bi zgodilo, ja, tukaj je pač bil primer, da bomo sami pač uredili. Ampak je bil dober, da so uredili, glede na to, da je bilo koliko časa pred obredom? Pravim 45 minut. Dobro, se ženi ne vem, da se ne rihtajo toliko ženske, ampak vseeno, dobri so bili. Odlično so zrihtali, na hitrico, niso panike delali, vse to je bila ta stvar. Očitno so imeli tudi one neke izkušnje v organizaciji, da niso panike delali, ampak so sam rešitve iskali in so hitro našli rešitev z vezicami in s takimi sekundnimi rešitvami, bom rekel, no, hitrimi rešitvami. Imam jaz eno, ker se mi je glih kar, mislim, malo prele, si rekla, da imate rezervni prenosljiv obok. Koliko pa recimo, oziroma je verjetno že ta glavni obok toliko narejen, da se da to lepo, kolikor to hitro vzeti dol, premenja pa... Ja, zmeri tako delamo, da je možnost to prestaviti dekoracijo. Zdaj, če so pa zmeri bolj so moderni ti oboki polni cvetja,
Imamo pa mi glih zaradi tega 3 kombije, ker mi zelo radi osnovo in večji del naredimo v cvetličarni, ker tak portal vzame kar nekaj ur dela. 1 ura, 2, 3, tudi 3, odvisno od oblike in količine cvetja. Tako da radi predpripravo si naredimo, da v bistvu na dogodku potem samo še detajle spreminjamo. Tako da tak portal, če gre v kombi, gre pol tudi lahko iz ene lokacije na drugo, a ne. To je super, da si v bistvu pripravljen in je že vse v bistvu z mislijo, ok, če karkoli imamo. Tako. Prej je bilo že roke me ženo vprašanje o tem, pač koliko je pomenilo, da se pač vi ne obračate na par in sprašujete, ne vem, za kakršnekoli detajle na poročni dan. Kaj pa obratno, se kdaj dogaja, da dejansko, ko pač vi okrašujete, ko vi delate svoje delo, da pride, ne vem, si predstavljam, bolj nevesta kot ženin, ampak kdorkoli od njiju pa še ima neka vprašanja, joja, ste tukaj to pozabili, tole prav, ali dejansko zaupajo in prepustijo stvari in delajo to, kar morajo, uživajo v poroki. Ja, večina parov se prepusti in zaupa. Zdaj, imela sem eno izkušnjo, no, ki jo ne bom pozabila, da je prišla nevestina priča in z telefonom šla v živo in snemala vse. Je bilo res naporno, ker pač nevesta na tistem telefončku je bilo videti čisto drugače, kot je bilo potem v živo, a ne. In je bila nezadovoljna ves čas priprave, pa je pa prišla in rekla, pa je bil pa wow efekt, a ste kaj spreminjali? Ne, nismo, pač to je to, isto, vse isto. In je dejansko priča naredila več škode kot koristi s tem, kar je želela pokazati. Jaz res pravim, da tisti v živo efekt je najlepši. Tako da ne meseč trenno za vse priče. Ja. Predlog, dajte pustiti, da pač nevesta že, če nam je zaupala, bomo naredili tako, kot smo bili dogovorjeni. Se dejansko se vsi poročni ponudniki toliko predstavljamo, zdaj že na spletu, pa to, da pari vidijo toliko našega dela, da dejansko vejo, kaj bodo dobili v resnici, a ne? Pa še vsi sestanki, pa tako. Dejansko sam še narediti se mora ta stvar, vejo, kaj bodo dobili in mislim, da zato res lahko zaupajo. No, evo, mislim, večinoma smo zdaj govorili bolj kot ne o paru, malo smo omenili prej koordinatorje in organizatorje. Kako pa v bistvu poteka sodelovanje z koordinatorji pa organizatorji? Ja, v bistvu začne se preko maila, da sploh vprašajo, če imamo prost termin. Potem nam pošljajo želje para, kakšne fotografije, ki jih par jim je dal za neko vodilo. Mi naredimo neko ponudbo in moodboard. Jaz imam rada moodboarde zato, da točno vem, za katero poroko se gre in da ne pride pol do kakšnih neželenih nesporazumov. Potem smo v kontaktu, na 14 dni, en teden pred poroko nam pošljajo točno časovnico, kdaj moramo biti, kje moramo biti, kdaj moramo zaključiti, kako moramo vse narediti. In potem načeloma je to. Med samim dogodkom se redko kdaj slišimo, razen če je kakšna nepredvidljiva situacija, tako kot je vreme, da nas hitro pokličejo pa rečejo, naredili bomo tako, da gremo zdaj v poročno dvorano, ne bomo zunaj na terasi. Edino to. Potem pa še zvečer, če se srečamo, ponavadi ne, ker mi pridemo res čist na koncu, organizator gre že prej z dogodka, mi pospravimo, pa smo veseli feedbacka, no, da nas pokličejo pa nam povejo, par je bil zadovoljen, par ni bil zadovoljen, tega nismo veseli. Tako da ja, to je pa to. Vse teče dejansko gladko in brez problemov. To je meni zelo fajn pri koordinatorjih in organizatorjih. Kako pa izgleda moodboard, to me zanima, pač, kako izgleda moodboard cvetličarja? Pač, jaz tudi svoje pripravljam, ne za poroke, tam si pač ni potrebno, ampak za kak shooting, ki ga pač dejansko organiziraš, ki imaš točen načrt, kako boš naredil. Me zanima, kako to izgleda pri cvetličarju. Ja, v bistvu začetek je neka barvna paleta, pa neka izbira cvetja, fotografije cvetja, potem gremo pa na te neke splošne fotografije poročnih šopkov, naprsnih šopkov, bokov, namiznih dekoracij, ki jih seveda dobimo iz Pinteresta ali pa iz naših prejšnjih porok. Tako da naredimo nek tak vizualni board. Pa na koncu še kakšna skica,
toliko, da si par zna predstavljati, kako bi zapeljali, ne vem, civilni obred, kakšna bi bila postavitev, dekoracija. To ponavadi skiciramo kar na roko, mislim na grafično tablico. Pa morate še enega, jaz pa ti pa prepustim. Pa morate iti tudi na, mislim, želite iti tudi na ogled lokacije, preden se odločite za dekoracijo, ali to ni potrebno? Zdaj, če je nepoznana lokacija, se velikokrat kar sami zapeljemo, glih toliko malo, da začutimo pa da vidimo. Sploh, če je kakšna posebna dekoracija civilnega obreda, pa da rabimo kakšne mere, no, to gremo radi, na te poznane lokacije pa. Ja, če jo že poznaš. Ja. Tako da. Aha. Sem še dobil eno vprašanje, se smo že to prej veliko dali skozi, ampak a pa pride kdaj kako leto par, ki pa hoče nekaj res ekstra, ne vem, čist XY vsemu ostalemu. Ja, pa podpiram take pare. Res, jaz imam zelo rada te ekstravagantne, drzne pare. Pridejo vsako leto, vse kakšen najde, tako da ja, meni so to najboljši pari, ki grejo izven cone obdobja, ker tudi jaz grem rada izven svoje cone obdobja in rada probam nekaj, kar še nisem, iskreno, tako da. Ja. Čim več takih, čim več. Ja, prosim. Koliko je pa recimo pomembna tebi oziroma nasplošno vam kot svetličarjem komunikacija s fotografi in videografi, ker pa se smo že prej rekli, ne? Ja, se je fajn dobiš, ampak je bilo fajn mogoče bi bilo treba vpeljati tu neko dodatno komunikacijo. Ja, tega se manjka. Po mojem, tega se res manjka, da bi se mogoče tudi poročni ponudniki med sabo malo kontaktirali, ker ravno zaradi tega, kakor sva omenila, slike so čudovite, ampak za cvetličarja mogoče kakšen fokus zmanjka, ker iskreno, saj mi se že, če je kakšna res ekstremna, drugačna, večja poroka, se pripravimo, pa naredimo kakšne videoposnetke, pa naredimo kakšne fotografije, samo mi nismo strokovnjaki na tem področju, tako kot vi. In niso niti videoposnetki tako dobri, kvalitetni, niti zmontirani niso tako dobri, fotografije pa isto ne. Tako da, tule pogrešam komunikacijo, no, malo več komunikacije med ponudniki. Bomo to večkrat omenila zdaj, ko bojo organizatorke na podcastih. Veš, mogoče bi mogel biti nek checklist, ko bi ga cvetličar pripravil in ga ima organizator, ki pa reče, le tole so rekli, da bi pa mogoče bilo eno kako fotko, 2 več. Zakaj pa ne nek tak hiter checklist? Saj že veliko, če mogoče, tako kot sem rekla, 10 minut pred civilnim obredom, samo ene par fotk civilnega obreda, dekoracije, pa mogoče 10 minut preden se svatje zberejo v dvorani, da kakšno fotografijo mize, ki še ni teh flaš, steklenic radenske, vina gor, ker pol dekoracija se mi zdi kar malo zgubi v svoj čar, ne. Mislim, ja, pa zgleda bolj gostilniško. Tako, ja. Svečano. Tudi cvetličarji bi pol imeli več referenc oziroma več slik za portfolio. Se mi zdi, da to, kar mi delava, tudi pomaga, tudi da se pač spoznamo ponudniki med seboj, da se mi med seboj pogovarjamo, se konec koncev tudi organizator ne more vsega tega izvesti za vsakega. Z veseljem bi, ampak verjetno tudi oni ne vejo, kaj vse si mi želimo kot poročni ponudniki. Tako da to, da se pač mi spoznamo med seboj, viš, dobro, da smo se lotili. Vsaj za najo. Vsaj za najo. Najpogostejše napake. Kaj so najpogostejše napake, ki jih pari naredijo pri izbiri cvetja ali pa pač pri svojih idejah? Pa tako, če to sploh je dejansko, ali se to že eliminira že v prvem sestanku in dejansko tega ni? Ja, v bistvu največje napake so, se mi zdi, na prvem sestanku, ko bi par želel čist preveč vsega. Preveč sort cvetja. Vso cvetje, ki obstaja, bi oni spravili v poročen šopek. Velikokrat je manj je več, no. Ni treba imeti 20 sort cvetja, lahko sta samo 2, 3, lahko je samo ena, pa je že ta eleganca in lepota poročnega šopka narejena. Tako da to. Potem največja napaka je glih to, kar smo govorili, nezaupanje cvetličarju. Če si se ti na nekoga obrnil, pogledal njegov Instagram profil, njegovo delo, da spremljaš njegovo delo, pa da si rekel, ja, njega si želim imeti, daj zaupaj se mu, ker vsi mi smo strokovnjaki na svojem področju. Potem mogoče, ja,
to, da si želijo za svoj budžet, da nimajo realne predstave, kaj za svoj budžet dejansko lahko dobijo. Te 3 se mi zdijo najbolj pogoste napake. Ja, se so kar take pričakovane. Po mojem, če bi vprašal ChatGPT, bi tudi to odgovoril. Verjetno. Mogoče jaz stojim za tem, ne, kje sem se. Kaj bi si pa želela, da bi pari vedeli, še preden prvič pišejo oziroma se oglasijo pri cvetličarju? Kaj bi pač ta informacija, to znanje, ki bi ga mogoče mogli imeti, pač, da bi lahko boljše vprašali po vaših storitvah? Ja, v bistvu v prvi vrsti mogoče, da bi se zavedali, da cvetje ni samo dekorativen element na poroki, ampak da res poskrbi za vzdušje na poroki in tudi za lepe fotografije. Cvetje je od začetka pa do konca dogodka spremlja poročen dan in bo zajet na večini fotografij. Tako da je res pomembna dekoracija, pa je lahko še tako prostor, nepieteten, neprimeren, pa če se ga lepo zdekorira, bo prostor wow. Tako da to mogoče. Želela bi si, da, to ponavljamo, da imajo jasno predstavo, tak imam budžet, to dobim za to ceno. Ne vem, da smo cvetličarji v bistvu umetniki. Da je to umetnost, da glih vsak ne more narediti ne vem kakšnega portala, da je to umetnost. Tako da to. Jaz bi mogoče dodal še to, kar si prej rekla, da so v bistvu rože pač živa stvar, ne? Da ni treba jih pač kar takoj po obredu pač vršiti v prvi jarek pa konc, da dejansko še par dni lahko uživajo v tem, v kar so tudi svoj budžet konc koncev vložili in lahko ali svati v tem uživajo tisto idejo, ko si jo prej dala, ali pa konc koncev oni sami, ali pa kakorkoli, ali pa pač se nese na grob in tako naprej, ne. Ja. Se strinjam. Pripričan. Ja, glej. Prej smo mimo kamer malo že govorili o tem, ampak smo, Goran je bolj zasledil, da imate na spletni strani tudi delavnice. Zdaj pa, kako to sploh potekajo vaše delavnice, komu je to namenjeno? Ja, v bistvu na krajše, kot sem prej Goranu razložila. Mi smo zdaj vmes imeli nekaj let pavze z delavnicami, ker smo fokus usmerjali nekam drugam. Letos smo se pa opogumili, smo pa rekli, da idemo spet nazaj začeti, ker so bile zelo obiskane in zelo pohvaljene naše delavnice. Delali smo jih res bolj na Jesenicah. Imam željo, da bi prodrli mogoče tudi v Ljubljano in kam širše, tako da za kakšne ponudnike prostorov tukaj smo. Rade volje naredimo kakšno delavnico tudi pri vas. Letos začnemo, prva bo na dan žena, tako da bo za vse ženske. Bomo delali večno sliko na platnu z suhim cvetjem, tako malo drugače, da ni zmeri samo s svežim rožcem. Naslednja bo pa potlej za materinski dan, bojo pa lahko otroci svoje mamice pripeljali na delavnico, ker se mi zdi, da ti trenutki najbolj štejejo, trenutki, ki smo skupaj in bosta skupaj skreigrala nekaj čudovitega. Tako da ponavadi poteka tako, da prvo mora biti ideja, potem kontaktiramo lokacije, ki bi lahko najeli prostor, naredimo neke flyerje za oglase, da se začnemo promovirati. Še prej določimo, seveda si preračunamo, da določimo ceno. Pa sprejemamo prijave do dne, ko je delavnica. To je delavnica v bistvu, na kateri pač amaterji, kakorkoli laiki, ustvarijo pač en šopek oziroma en izdelek, karkoli že po vaši usmeritvi, ideji. Tako, ne rabite nobenega predhodnega znanja. Na začetku malo predstavimo, ne vem, ali suho cvetje, pomen cvetja, barve cvetja, potem pa gremo na izdelovanje in v bistvu vas vodimo, usmerjamo, tako da ponavadi je bolj to druženje, da se povežemo, da se spoznamo, ker se mi zdi, da si ljudje zmeraj manj vzamemo tega časa zase, časa za prijatelja, tako da prideš s prijateljico, prijateljem, da nekaj skupaj narediš, to. Te trenutki, Pa da je nekaj na 4 oči, ne samo na 2 oči pa en ekran.
tako ja. Ja, res. Zdaj pa jaz malo zavil na najljubši del, ko so pa anekdote. Ja, ok. Tudi pač sigurno je kakšna zgodba čez vse poroke in vse, ko pa ti je najbolj ostala v spominu, nekaj zanimiv pripetljaj, mogoče neprijeten. Ja. Še boljš pa prijeten. Okay. Tisto On pa malo enega največ, ja. neprijetnega, pa enega prijetnega. Okay. Neprijeten, mogoče, ki mi je najbolj ostal v spominu, je bilo, res je bila ena izmed večjih porok, ki smo jo dekorirali, ne bom zdaj govorila od lokacije. Pridemo mi na lokacijo. Par je izključno želel nas in ni hotel odstopati. Hočemo cvetličarno Zvonček. Mi pa nismo vedeli, kljub temu, da so imeli organizatorja poroke, mi nismo vedeli, da na tej lokaciji imajo svojega cvetličarja. Par ni hotel odstopiti, je zahteval nas. Pridemo mi na to lokacijo in nas je lastnik te lokacije zelo neprijetno sprejel. Bilo je zelo slaba izkušnja, zelo nasramno. Zelo smo bili tako, počutili smo se kot neki izmečki. Skozi je vtikal nos v vse, pa dajte to tako, pa dajte to, ne to te pa tja prestavili. Ja ne bomo, ker par hoče imeti kle in za mene je naročnik par in jaz poslušam par. Če je on rekel tako, bo tako, pika, konc. Tako da sem se mu malo zamerila, vem, da sem se mu. Tako da to, kar mi je bilo pa najhujše, pa naslednji dan po poroki pridemo mi pospravljati in so nas obtožili, da smo ukradli pribor. Tudi stika nisem imela s priborom, kako. Tako zelo je bila neprijetna izkušnja, tako da se te lokacije izogibam. Tako da, če pride povpraševanje, ga zavrnem, ker ja, ne maram iti tja, ker ni bilo prijetno. No. To je bila taka negativna izkušnja, pozitivna izkušnja je pa v bistvu, ko se tukaj že na prvih sestankih začutijo neke te dobre energije in se s pari, sploh z nevestam, res ful povežemo in ostanemo, bi lahko rekli, že kar tudi v prijateljskih odnosih. Veliko nevest pripelje tudi čez čas pol pokazati svoje naraščaje. Tako da se pridejo tudi na kakšno kavico. Tako dejansko ostanemo še v stiku. No, to so pa te, se mi zdi, lepe izkušnje, teh je pa več. Bistveno več. Všeč mi je, da je bila negativna v ednini, pa pozitivna v množini. Ja. To mi je všeč, ja. Drugače je pomembno pač po moje, no, da na poročnem danu vsi poročni porundniki sodelujemo. Da ne gremo en drugemu v zele. Tudi pri nas so te zgodbice, fotograf, videograf je skočil namerno v kader, pa ne vem, jaz upam, da to nobene naredi. Jaz nisem tega doživel, ampak zakaj bi bil en drugemu na pota? Pač moramo skupaj narediti dober za pač dve osebi, a ne za ženina, pa nevesta. To je vse, kar moramo narediti na tisti dan. Ja. Da sta ona na koncu zadovoljna, pa tudi, če sem jaz eno fotko manj naredil, če je, ne vem, videograf za to dobil točno tisto, kar mora dobiti. Hvala Bogu. Na koncu mora biti skupen izdelek vseh nas, kar se da popolno, ne. No, zdaj pa še tole vprašanje. Kak nasvet bi pa dala paru, ki je na začetku načrtovanja poroke? Prepustite se, pa uživajte, ne biti v stresu, zaupajte ponudnikom, ker vejo, kaj delajo. To pa na poročen par res bota drug za druga, vidva sta na poročen dan, ne obremenjujte se. Ker tudi če gre kaj narobe, ker se zgodi, da gre, velikokrat gre, ampak tiste se mi zdi prigode, ki se zgodijo, se pol čez 10 let samo tega pogovarjamo, ker si pač to zapomnimo, a ne. In tudi če gre kaj narobe, ni nujno, da je konec sveta, no. Tako. Nobena stvar ni taka, da se ne bi dala rešiti. Rešiti, ja. Plača se uničiti svojega poročnega dneva zaradi na koncu malenkosti. Pa navadi so to malenkosti, a ne? Vsekakor, ja. A imaš še ti kako vprašanje za naju, slučajno? A pa smo kaj pozabili vprašati? Ne, v bistvu smo po mojem kar vse predelali. No, rada bi mogoče edino to izpostavila, tako kot smo že omenili. Dajmo se poročni ponudniki res podpirati. Zdaj ne vem, kako je prva s fotografih, ampak jaz pri nas cvetličarjih opažam, da je ogromen rivalstva in tiste ne pozitivne konkurence, ampak že kar malo negativne, da slišiš tudi kaj slabega o sebi, ki je konkurenca rekla. In to
to res ni dober občutek, no, vsak ga zaboli. Jaz mislim, da dela je ful velik. Vsak ima svoje pare, ima svojo energijo, ima svoj stil. Daj ne si skakati v zele, bodimo kot ekipa, ker se mi zdi, da vsi delamo za poročen dan para in če delujemo kot ekipa, bomo veliko bolj uspešni, kot pa če smo ena horda v areni. Ja. Mislim, a ni res. Pa na koncu, če se bomo pač tako ujeli, pa bomo pač z istim mišljenjem se bomo tudi en drugega predlagali, na koncu bomo vsi imeli več dela, če gledamo tudi sami iz tega smisla, pač da zdaj hočeš ti biti boljši, zato da, mislim tako, da pokažeš, da je drug slabši, to nima smisla, pač res ne. To več pove o tebi, kot pa o komu drugemu. Tako, tudi to V bistvu. Tako da to mogoče, da bi se malo več tudi od tega pogovarjali, pa da bi se mogoče malo več tudi ponudniki med sabo družili, da bi imeli kakšne dogodke za poročne ponudnike, ne vem, da bi naredili kakšno srečanje poročnih ponudnikov. Mava idejo, vem, da poročne organizatorke in organizatorji že imajo v nekem okvirju, ne zdaj cela Slovenija skupaj, ampak nekaj manjšega, so že, mislim, da letos imeli decembra nek tak zaključek, ne? Ima pa tudi midva idejo, da mogoče s časom, ko vas poznava dosti, ker še vseeno smo zdaj res v začetku tega podcasta, ampak da dejansko na nek način se tudi povežemo vsi skupaj, ker bomo lahko naredili samo boljšo poročno sceno, če temu tako rečemo. Ne? Pa dejansko jaz sem bila na tem dogodku, no, ki je bil konec decembra. Spoznal si veliko novih ponudnikov in ful je dober občutek, ko povejo vsi svoje anekdote, izkušnje, slabe, dobre, in pa si rečeš, nisem sam v tem, tudi drugi so v tem, tako da je ful to pozitivno. No. Ja, vsi imamo kdaj, ki je v eno in v drugo smer za povedati. Ja. In je dobro to deliti, je lažje politi čez te stvari. Sploh takrat, ko se zgodijo, verjetno, ko pač podvomiš malo samega sebe, pa se spomniš, a ne, se tudi druge je. Ali pa da imaš mogoče koga za poklicati, pa na svetličarjih se velikokrat zgodi, tako, če imamo več terenov, a ne, da mogoče kakšne roke zmanjkajo. Pa da bi mogoče lahko poklical kakšnega svetličarja pa rekel, daj, rabim te, a si fraj, daj prid. Ne rabaš ga dejansko učiti, ker zna, dejansko, da si pomagamo. No. To si jaz želim. Želim si skupnost svetličarjev malo združiti. No. Sicer ne vem, kako bom to naredila, ampak bom. Delavnice so že za začetnike, zdaj moraš pa ne delavnico, ampak sam nek community ustvariti. Ja, to. Jaz ga lahko prijem pa fotkati. No, toliko vprašanj sem postavil, preden sem naredil zaključek, zato ko zaključki mi pa res ne grejo. Ampak ja, lepo te je bilo gostiti. Jaz verjamem, da vsi, ko so razmišljali o tem, da pač, ne vem, da so na tebe gledali kot konkurenco v tej urci ali koliko časa govorimo, bi rekel, da se ni treba bati, v bistvu, da si zelo pozitivna oseba, da je lepo s tebe posedeti tukaj. Tudi marsikaj novega sem se naučil, no moram reči. Moram pa še povabiti naše gledalce, da pač polajkajo naš podcast, da nas spremljajo, da delijo, da bo čim več ljudi tudi za tebe zvedeli, kolikor jih še ne. Tudi v Sloveniji, glede na to, da zdaj čim več, mislim, vedno več v tujini delaš, a ne. Ja, in to je to. Ja, hvala tudi vama, no, za povabilo. Je bilo res. Šla sem malo izven cone obdobja, ampak mi je bilo všeč, tako da sem vam hvaležna za priložnost. Odlično. Lep pozdrav.